Hvaležno pozdravljeni. Ena izmed naših nalog je vsekakor ta, da v poplavi nekih agresivnih marketinških izdelkov in trikov najdemo stvari, ki so pa resnično dobre, pa ne dobijo dovolj pozornosti, ker ne morejo parirati vsem tistim velikanom. In na področju higiene zob, na področju, sploh tem dentalnem področju, je zares veliko agresivnega marketinga za ustne vodice, za take in drugačne zadeve, a vendarle statistika kaže, vedno več ljudi ima težave s krvavitvami dlesni, z vnetimi dlesni, parodontozo in tako naprej. No, našli smo eno zadevo, ki je perfektna in danes boste zanjo izvedeli tudi s pomočjo take preproste razlage moje današnje gostje, ki je pravzaprav mikrobiologinja. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvaležna sem, da bomo danes govorili o tem, kajti, kot sem že mečkeno dejala, je kar agresivno, ne, tukaj vse, kar uporabljamo in tudi vse, kar se promovira. Ja, agresivno je, ampak učinkovitost pa očitno ni takšna. Več kot 90% odraslih Slovencev ima namreč vedno težave. Kljub temu, da je higiena v Sloveniji zelo promocija vsega in vsega, ampak težave še vedno so. To pomeni, da je potrebno najti nekaj učinkovitega, a hkrati varnega in v bistvu takšnega, ki ohranja naš ustni mikrobiom, našo ustno floro. In točno to je tista beseda, ki se uveljavlja zadnja leta, mikrobiom, ne? Se pravi, ne pobili bomo vse bakterije, ampak krepili bomo dobre. Zdaj, kaj pa mi delamo pravzaprav z vsemi temi agresivnimi ustnimi vodicami, od katerih bi bil človek lahko celo pijan, če bi jih spil? Ja, seveda, te ustne vodice po eni strani spirajo te bakterije. Naš ustni mikrobiom je unikaten. Vsak človek ima unikatnega. Pomeni, da ni odvisno od starosti, od spola, ampak od vsakega posameznika. In dobro je to ohranjati. Kajti ustna votlina je v bistvu začetek prebavne poti in to je treba ohraniti. Vse te zadeve, ustne vodice v bistvu vsak dan na novo spirajo in nam koristne bakterije odplavljajo. Po drugi strani lahko pride do odpornosti in lahko se namnožijo tudi patobionti. To so takšni, ki povzročajo težave. In v bistvu bolje bi bilo učinkovito zadevo kratkoročno uporabljati za v bistvu preprečevanje tudi teh patoloških bakterij. In v Švici so našli to zadevo. Perioteps se imenuje, tukaj imamo tole zadevo. Kakšna je zgodba za tem? Kako to dejansko deluje? Periotaps v bistvu odstranjuje biofilm. V ustni votlini imamo bakterije, ki se prosto premikajo in nekatere, ki so vezane na zobe, na dlesni. Težave povzročajo takšne, ki se začnejo nalagati med zobno korenino in med dlesni. To pomeni, v začetnih težavah povzročijo krvavitve, otekline, bolečine, potem pa se vedno več biofilm raste, to pomeni, to je taka združba bakterij in potem se začne dlesni odmikati. In to je vedno večji problem, ker tega ne moremo odstraniti. Teorija je takšna, da recimo dosti ljudi gre k zobozdravniku, higienikov, da fizično odstranijo tale v bistvu biofilm oziroma mineraliziran biofilm, ki se imenuje tako zobni kamen, odstranjevanje zobnega kamna. Sami pa zelo težko to naredimo. Ker biofilm je v bistvu tako kot ena zaščita, ki si jo bakterije z izločki naredijo, da ne pridemo do njih. In tale švicarska zadeva to odstrani? Absolutno. Odkrili so v različnih univerzah po celi Evropi, so veliko kliničnih in predkliničnih študij in so odkrili, da molekulo, ki ima dve sestavini aktivni, ena je taka, da izpostavi membranske proteine na tem zunanjem delu biofilma. To pomeni, da jih izpostavi tako, da lahko pridemo do bakterij znotraj. In ta druga učinkovina pa deluje protimikrobno, da jih odstrani. Ker problem je ravno tale začetni sloj, kako to odstraniti. Ali lahko mogoče pokažete, zdaj tale zadeva ima zraven tudi en tak kozarček, kamor naliješ vodo, kaj pa potem? Ja, tukaj se nalije voda. Učinkovina, to se imenuje nitradin, ki je sestavljena iz dveh učinkovin. Se v bistvu v obstiku z vodo se raztaplja in noter damo zobno ščetko. Zobno ščetko pa zakaj? Težava je tudi v tem, da zobno ščetko uporabljamo vsak dan. In zobni ščetki je ogromno bakterij, mikroorganizmov,
na to pa nobeden ne pomisli. A ne? Ja, ker zobno ščetko tako in tako, ne, po vsakem prehladu, bolezni bi jo mogli zamenjati, ne, veliko ljudi tega ne naredi. Se pravi, moraš dati zobno ščetko noter že. Ja, zobna ščetka je noter ravno zaradi tega, ker prvi del je tole razkuževanje v bistvu zobne ščetke. A ne? Na to je v bistvu premalo ljudi pozorno. A ne? Ker če imaš v ustih krvavitve, če je odprta, v bistvu je to stop do krvi, a ne? Do naše krvi in bakterije lahko potujejo naprej, potem je to v bistvu tudi zobna ščetka okužena, ne bi človek rekel. Tako da noter se v 10 minutah, kjer se čaka, da se to raztopi. Se pravi 10 minut. 10 minut. Potem pa v bistvu lahko za to raztopino potem ščetkamo zobe. Se pravi, nič zobne paste. Ne. To je zato, ker prvi del je razkuževanja zobne ščetke, drugi del je kemičen, pomeni to, kot sem rekla, tale učinkovina nitradin v periotaps kompletu, a ne, v bistvu kemično odpre biofilm in odstrani tele obloge, zobne obloge. Mehansko, tretji del je še pa to, da z zobno ščetko tole mehansko odstranimo. To pomeni 3 nivoje delovanja ima tole, a ne. In to se uporablja samo 10 dni zapored. Samo 10 dni zapored. Brala sem tak 3-4 na leto, a ne? Tako, ja. V bistvu to ne odstrani samo tega biofilma oziroma bakterij, ki so se naložile na naše dlesni, a ne, tudi te žepke, kjer jih ne dosežemo, ampak v bistvu naredi tudi tako površino zob, ki je gladka in je manj vezavnih mest za bakterije, da bi se vezale. Pomeni, da to preventivno deluje 3-4 na leto po 10 dni in je to optimalno, da ne pride do nalaganja. Wow. Jaz tega kozarčka nimam doma, ampak vidim, da je krasen. Se lahko uporabim kaj drugega? V kompletu pride. Aha, pride v kompletu. Kompletu pride, ja. Super. Tale kozarček je prav fini, glih po moje vsaka zobna ščetka noter stoji. Ja. Zakaj, mislim, ta zadeva je noro učinkovita. Res deluje na tako različnih nivojih. Mislim, mene čudi, zakaj vsak zobozdravnik tega pravzaprav ne priporoča. Pa saj s tem bi prihranili ogromno nekih zadev. Jaz sem tudi za svoje dlesni že ogromno denarja dejansko zdajala za take in drugačne posege, laserske, ne vem kaj še vse, v preventivne smisle. Mislim, tukaj je res ni kaj vse ljudje ne počnejo za to, da bi uredili te zadeve v svojih ustih, a ne, mogoče niti ne pomislimo za mikrobiom. Zakaj ni to povsod? Zakaj nam na koncu država ne časti nekaj tasga, da bi tole uporabljali? Mislim, dvignali bi nivo kvalitete? Ja, prvič je to zadeva, ki je sicer dost nova, pri nas Slovenije mogoče 1 leto. Drugače pa zanimivo. Torej, podjetje Dr. Gorkič, mi smo zelo se trudili pri zobozdravnikih s to preventivo. Zobozdravniki sicer so zainteresirani, ampak seveda delujejo tudi na nivoju higienikov in čiščenja zobnih oblog, to počnejo sami, a ne. In je to v bistvu kot kurativa, a ne. Se pravi, ni interesa zaradi čist področja številk. Ja, ampak po drugi strani v Švici, kjer so to izdelali, so rekli, da imajo izredno dobro sodelovanje z zobozdravniki in higieniki. Zakaj? Zato, ker oni sicer to očistijo, a ne? Zobni kamen v bistvu čistijo fizično, ampak potem v bistvu v vmesnem obdobju, ko čakaš naslednjič, recimo vsake pol leta, ko greš, bi bilo odlično uporabiti tudi tole vmes ali pa postopku tema, zato da bi odstranil tiste rezidualne bakterije, ki so ostale, a ne, in dobesedno čisto še naknadno tudi to površino zoba, ne, in potem bi se manj nalagalo. Pomeni, da bi mogoče ti za vmesno obdobje med tem čiščenje zobnega kamnja in potem, da se mogoče pa to pogosto ne bi pojavljalo. Tako da sodelovanje bi bilo boljše v smeri preventive, a ne. Preventiva in kurativa. Kot ste rekli, zadeva je relativno nova v Slovenijo. Jaz sem jo zasledila v tujini in sem hvaležna, da je zdaj tudi v Sloveniji. Tako da mislim, da se bo zadeva še razvijala. Definitivno gre za revolucionarno zadevo na področju tega, kako skrbimo. Mogoče sam še enkrat, torej 10 dni se uporablja zvečer, a ne? Enkrat na dan, ne 2-krat na dan. Ne, enkrat na dan. Enkrat na dan zvečer. Takrat ni zobne paste. Ne, to je brez zobne Ampak a si je treba še zobno pasto prej umiti zobe?
Ne. To je občutek, ki je dejansko gladek, občutek čistosti, to je neverjeten. Nimajo vsi tega, ker imajo že v osnovi gladke površino zob, ampak tisti, ki tole nimajo, pa občutijo takoj. Tako da tistih 10 dni je to, lahko sicer zjutraj potem zobno pasto, normalno se umije, takrat pa ne. Takrat pa ne. Ok, se pravi 10 dni nekajkrat na leto. Krasno, najlepša hvala za vse te besede in evo, preizkusite tudi sami, javite nam, kako vam dejansko gre. Zadevo lahko dobite v vseh tistih lekarnah, ki so sicer v bližini vas, tako da mislim, da ne bo problema, da najdete tole zadevo. Takole izgleda in še kakšen nasvet najdete na klepetobkavi.si in povejte naprej tistemu, ki mu morda lahko ta informacija zares koristi.